kadar zapuščate znano pot, recimo, da je bila ta do zdaj recimo nam znana pot, da ste v nekem domačem okolju, je zelo pomembno, ko zapuščamo tako znano pot, ko gremo na eno pot, ki jo ne poznamo, je pametno kaj narediti? Označiti. Označiti. Kako pa? Zmerkati ali pa s kakšnim kamnom velikim. Kar imamo na razpolago, točno tako. Če imamo samo kamne, s kamnom naredimo puščico, kam smo šli. Če imamo možnost kakšnih takih levej, lahko recimo Zapičo. na tak način naredimo puščico, pa še tole naredimo takole, da vemo, da smo prišli iz te smeri gor, in smo šli po tej poti gor. Zakaj? Če se nam na vrhu karkoli zalomi, pa ne moramo nadaljevati, se lahko vrnemo po tej poti nazaj, mi točno vemo, kam moramo iti nazaj, torej na našo znano pot, da se ne izgubimo, Je to smiselno? Ja. Kaj še pomembno? Kadar se, bom rekel, znajdete v situaciji, da se izgubite ali pa izgubite za kratek čas orientacijo v gozdu, ki ste šli nabirati lisičke ali pa kaj takega, se je že kdaj komu to zgodilo od vas? Ste že malo zašli kdaj, Ampak ste se očitno našli, če ne bi bili tukaj, No, takrat, ko malo izgubimo orientacijo za kratek čas, lahko res malo zaidemo, rečemo, in ko tavamo po gozdu, ko naletite na pot, jo prosim, ne zapuščajte več. To je vaša rešilna bilka, vaša popovina do rešitve, če hočete. Kaj to pomeni? Pot bo vedno vodila do nekega kraja, do neke civilizacije. Zdaj pa, če pridemo v tako križišče, vsi ne vemo, po kateri poti bi šli. Je res? Katero? Jaz vas svetujem. Kako? Lahko, bravo, zelo dobro. Tista, ki je najbolj zvožena. Tista. Katera je to? Vidimo, da je to ta, Tale, prav tistale, pa ta tukaj, Tale že malo manj, ta pa sploh zelo malo. Vidimo, kako je zvožena. Kako? Presnobo. No, pa katera je prava? Če pogledamo recimo te dve poti, vidimo tukaj tak zelen trikotnik, ga vidite? In ta zelen trikotnik kaže, kje je najbližje naselje. Ja. Zakaj? Ko vi pridete iz naselja ven, se vedno odločite, a boste šli desno, a boste šli levo. Bodite pozorni. In? Samo malo. Se pravi, med tema dvema potema se naredi tak oster kot, kot ga vidimo tukaj. Tam kaže puščica. V to smer. Je res? Ko je prišel fant iz vasi, se je odločil, a gre gor v hrib, a gre sem, a gre sem. Vidimo, da vsi trikotniki kažejo, vsi trije v isto smer, to je sem. V takem primeru pojete v to smer, da boste prišli najhitreje do prve hiše. Ne velja pa to v primeru gozdnih vlak. Zakaj? Ko imamo gozdne vlake, imamo eno glavno pot, recimo takole, da je recimo ena makadamska pot. Potem imamo pa stranske vlake, rečemo, kjer gozdarji hodijo podirati drevesa in jih pol po teh poteh, tudi ta drevesa, ki so jih ne posekala, zvlečejo po teh vlakah tukaj na rampo, da pride kamion, ta drva naloži. V teh primerih pa te trikotniki, se pravi ta del, odpade, da vas ne bi to kdaj zavedli. Vse je Lares rekel, da ta trikotnik kaže do prve hiše. Lahko je pa čisto obratno, lahko imate hišo 100 metrov stran ali pa 20, pa je mogoče ne vidite zaradi grmovja, vi greste pa pol še par kilometrov globoko noter v gozd, pa ne boste najdeli žive duše. V tem primeru pa, kot smo rekli, so te vlake običajno kot ena smreka, takole, ker se pač eno območje seka in se potem leskaca neko po vlakah zvleče do rampe, se reče,
Tekli kamion, naloži in odpelje, kot sem že povedal. Je kakšno vprašanje? Kje pa so tile trikotniki? Tukaj sem pokazal, če boš dobro pogledala, imamo tukaj ta trikotnik, med tema dvema komitejma, se naredi tak spad. Ta špica trikotnika kaže v to smer. Potem imamo tukaj še enega. Tak je to smer, ko pride samo špica. Se predstavljaš? Tukaj še enega, gled. Kaj pa pomet vidiš, gled. A ga vidiš mi, ja? In kažejo vsi na to pot. Ne na uno, ne na to, ne na uno tam. Kako ti logi kontra, da prihajajo ljudi? V tem primeru ti garantiram, da največ pridejo z te smeri gor. Da je najbližja hiša v tej smeri gor. Po tej poti, ko sem jo označil. Zato smo jo označili mi s puščico. Zakaj je ta puščica še dobra? Treba najprej narediti jamo skopati, V pesku. v pesek noter in se pokriti noter v jami, da si te zaščitim pred soncem in da imaš noter, da si na hladem, ker je spodaj v globini vlaga. ti jamo zasuje? Ej, si ne moš kopati. Ja, moraš kar, zakaj ne moraš kopati? Če v kopu se ti bo pesek. Ja, moraš pač mogo malo bolj na širok metati stran pesek, ne? Je samo noter Se da. Ja. Se da. Potem si date pa samo eno ponjavo čez, če imate, ne? Najboljše kakšna astrofolija. To imamo v vsaki prvi pomoči v avtomobilu recimo, ne? In si samo poveznete čez s srebrno stranjo navzgor, da odbije sončne žarke stran od vas, ne? Da ne zgorite in da ste zaščiteni pred soncem. Po noči je po puščavi, vemo kaj, ne? Lahko tudi minus pride, ne? Minus 5, minus 10 stopinj tudi lahko. Za rumeno. Čez dan je pa 60 stopinj po moje, pa še več, ne? 40 sigurno, ja. V Italiji, v kraju Grado se imenuje. Grado, ja. Gradež. Gradež, tako. Jaz sem bil tukaj. Si bil? A sem spomniš v neke peščene plaže? Ja, v nebi. A si slučajno kaj bolj tam po oni plaži? Ja. A res? Ampak zvečer. Ampak zvečer, Sam ne? zvečer sem šel. Ja. Čez dan pa Vroči pesek, ko ne vem kaj. zažgete in meni se to zgodilo, ker sem bil pač, vse veste kako, a ne? Naiven, oziroma, nisem vedel, sploh pomislil nisem. In ko sem hodil, me je začel na sred poti res hudo žgati že v podplate, a ne? Sem pa kar cepetov in potem nisem vedel, kaj naj naredim. A ne grem nazaj, ali ne grem hitro v vodo. Sem pa kar v vodo tekel. Kako? Ja, potem sem se pa dobro iz vode, da mi prinesejo teve, a ne? Sandale, a ne? Da so še lahko pol v tistem vročem pesku sploh ven iz vode, a ne? Katastrofa, to je res vroče, res jajca bi lahko pekel gor na tistem pesku. Resno, resno. Polno bi dal gor na on pesek, da bi spekel jajca gor, vam povem takoj. V Franciji jajca razbijajo, jih dajo na panu pa na ogenjsko polico. To so 5 minut. Ja. Tudi v Franciji. Imajo rdeč alarm, jaz zdaj v Franciji, res je. Ja. Čist možno. Ja, bi se strinjal. Dobro. Kakšno vprašanje? Zdaj veš, kako se zvijajo te trikotniki? Zdaj si, da je na pomaljniku. Pejte si prosim za pred mano nekako, ne za mojo rike, taka, da sedi tam poji, ne? Malo spavne stvari, ki bomo zdaj lepo govorili. A mi bo kdo pomahal? Hvala. Čau, čau. Super ste.
odrasla oseba 3 ure, da naredi tak bivak. Vi boste imeli 1 uro časa, ker vas je kar potem v skupini, a ne? Malo manj kot 15, drži. Ja. In boste imeli 1 uro časa in potem se bo na koncu vodja skupine vlegel v bivak in na vsak bivak polijemo 1,5 litra vode. In tisti vodja, ki bo bolj moker, tista skupina tako pomiva posodo. In to je to. Se pravi, potrudite se, sledite prosim navodilom, ko vam jih bom dal, ne? Poslušajte vodjo skupine, zato ker ve, kaj pomeni dobra streha, ne? Oba vesta, tako da verjamem, da boste dobro upravljali nalogo. Prosim, spodbujajte tudi tiste, ki noče delati, ki imajo roke v žepih in tako naprej, ne? Hvala Bogu, prosim, da ostali v skupini ne dovolite, da samo šefa delate oziroma vodje, a ne, skupine, ampak vsi pomagate, a ne? A velja? Ja. Pač tle gre za timsko delo, tako. Zdaj Žan dela komplet za bivak. Kot sem rekel, ena odrasla oseba za tak bivak potrebuje 3 ure časa. To je rekord. Ne rekord, toliko časa res dejansko rabiš, da narediš tak bivak, kot je tisto tam. Pa ena odrasla oseba za tak bivak. Tole so 3 delali vsaj 2 uri. Vsaj, če ne 3. Tebi en rok, ampak 4-5 ur, a kaj prepušča? Tale še, ja, zato ker ni dokončana, ne? Bi ga mogli še dodatno pokriti, unle pa zelo malo oziroma skoraj nič. Tako? Bom razložil, če mi boste dovolili. Vse vam bom povedal. Še ena zelo pomembna stvar. Kadar se odpravljate v živino, naravo, za 1 dan, 2 dni, 3 dni, kaj si pripravite? Žago, posodo. Posodo, žago, pijačo, pribor, tresilo, nož, ja, ponjavo, hrano, vrv, bravo, odlično, tudi, še kaj? Bravo, survival kit, bravo, zelo dobro, Jaz imam sam filter za vodo, da če nimaš. bravo. A so taki filtri, ki jih kupite v trgovini 100-odstotni? 99,99. Bravo. Kaj to pomeni? Da je še vedno možnost, da tisti 0,0001% ne, pride bakterija v vodo in ti povzroči velike težave. Ste že imeli prebavne motnje, da ne rečem driske ali pa kaj takega, pa bruha ali pa driska zraven. Tako? Lahko je tudi smrt, ne? Vprašanje, kakšne bakterije pašeš, ali pa zajedavce, lahko trakulje držiš, lahko, ne vem, surovo kobilico poješ, pa je trakulje noter. Zadnjič smo eno najeli takole dolgo. V kobilici. V kobilici. Trakulje je zajedalec, ki ti po telesu dela luknjice in ti gre lahko tudi po srce in ti če srce je luknjo naredi. Živga te je. Zato je zelo pomembno, kadar prijete iz narave, da si pač tudi zelo dobro spate na higieno, ne? Da pomijete posodo dobro za sabo, ne? Da ne pridejo kakšni zluški. Če nimate mila ali pa pomivalnega sredstva, se vedno posode pomije z malo pepela, zajamete kar iz ognjišča malo pepela. Če nimate pepela, zakurite ogenj, tako zakurite pepela, oglje. Zajamete, date malo vode noter, tako da nastane taka kaša gosta in s tisto kašo pol namažete celo posodo. In ker pepel pa voda ustvarita lug, prav tako jedko stvar, vso maščobo in vsem umazanijo to raztopi. Oziroma, če vam povem drugače, če bi dali mokro roko v pepel, pa je držali takole 5 minut, ko bi spravili roko, po 5 minutah ne bi imeli več kože gor na roko. Bi vam to razžrlo kožo. Ja. Ne, da te ubije, ampak kot sem rekel, to ti razje kožo.
To je zelo bazično, to ni kislina, ampak je baza. Bazično, zelo bazično. In to ni dobro za kožo, ne? Zaradi pH-ja govorimo, ne? Je pa fantastično sredstvo, seveda, tudi za neko zapomivanje umazanih posod od ognja. Skratka, vse se razkuži, tudi v leseni posodici lahko enako na enak način pomijemo posodo, a ne? A veš, in se sama ščoba, jaz enega detergenta nisem v tej leseni posodi še uporabil 15 let imam. Pa pijem kavo iz nje, jem špageti iz nje, jem vse iz nje. A lahko v leseni posodi prekuhamo vodo? Nekaj bo zgorela posoda. Ja. Kako lahko zavremo vodo v leseni posodi, kdo ve? Na štedilniku. Pa če smo na rabi, kako bomo štedilnik s sabo? Na pari. Zakuriš ogen? Kuriš ogenj? To je res. Bravo, s kamni, ne na kamnih, a ne? Z vročimi kamni. Kako to naredimo? To zlagate v ogenj, a ne? Že noter polagate valjda kamenčke, manjše tudi, da gre v tako posodo, kaj imate na voljo, ne? Ne take skale valjda dajati, ker ne bo šla not. A se skecam? Imam prav, no? Ja. A ne? Torej date manjše kamenčke v ognjišče, zakurite, počakate kaj? Da se kamni, kakšne barve postanejo kamni? Beli, snežno beli postanejo kamni, ko so razgreti fino. Ko so razbeljeni, rečemo, razbeljeni. Prav že ime pove, bela, ko je bel kamen, ko je sive, postane bel, takrat veš, da je vroč pesaka. In ga kaj narediš, valjda ga naprejemo z rokami. Dvema palčkoma, dolgima, a ne? Ga previdno primete in ga prenesete v posodo, kjer imamo noter vodo. Ga spustite noter, počakate, da poda svojo energijo, svojo toploto v vodo in potem si pomislite, da se že ohladil, oziroma ko ni več energije, z njega ga date ven in naslednjega noter. In to ponavljate, dokler voda ne zavre. Voda mora pa zavreti kdaj? Na 100 krat 100 stopinj. Vsakič, ko niste na izviru reke ali potoka. Morate vodo prej kuhati. Sploh če boste imeli iz stoječih voda, kot so jezera, luže v gozdu, skratka, karkoli takega. Tukaj pa Če kaj boste vi samo- deževanca čista, Prosim? deževanca koliko je kaj čista. Deževnice je pa neoporečno. Zakaj? Zato, ker še ni prišla v stik z zemljo. In če boste lovili deževanco, je to najboljša opcija, ki je možno. A ne? Kako jo lovimo? Ja, skledo, ampak je še prej boljš eno ponjavo napeti, eno astrofolio ali pa neko šotorsko krilo na dve visoke palce. Si predstavljate eno rjuho ali pa plahto, a ne? Na dve visoki palci in potem še dve nizki, a ne? Da je to usločeno pride in kada špada, vam lovi deževnico in se zbira potem v kanalu in teče v posodo, a ne? Spravi, posoda je ena izmed 5 stvari, ki je fajn med sabo. Potem smo že omenili ponjava, potem smo že omenili nož, vir ognja še nismo omenili, ali smo? Ste? Ja, ker silo, žigalice, žigalnik, a ne? To vse je vir ognja. In pa vrv smo tudi že omenili, a ne? Prav, teh 5 stvari se bomo ta teden naučili narediti iz nule. Se pravi nož, a ne? Ogenj. Tako, dobro si si zapomnil. Pa je suhe trave. A ne? Je dosti preprosto. Sam dva kamna pa ga obenga vrže. Kamen vržeš ob drug kamen, se razbije in vedno dobimo in oster rob. A ne? Od tega kamna, ki se je razbil seveda, a ne? Če še košček odleti in ti se ponovno zelo oster rob. In si lahko, kakšno špago odrežete, kakšno vejo, to bomo pokazali. Ko govorimo o ponjavi, sprav, če nimamo s sabo ponjave, pa nas ujame dež, vsi naredimo tak bivak, kot ga boste delali zdaj. A ne?
Če nimamo noža, ga bomo naredili, če nimamo vrvi, bomo pokazali, kako se naredi. Če nimate žigalic, bomo pokazali, kako se zakuri recimo s kosilom, a ne. In različna načiva, bomo tudi to pokazali, imam. No, to je plezalka, ja? Samo ognje, žal, zdaj ne bomo kurali v gozdu, ker je velika ogroženost požarna, a ne. In to ne bi bilo pametno. Prosim. Jaz že nekako vem, kako narediti ogenj s krasilom. Bravo. To je samo pohvalno. To je prednost velika. Ljudi, ki pač grejo v gozd, pa prespijo, pa zakurijo ogenj. A vidi Pintariča je? Ja. To točno vedel. Vse prav. A ti tudi kot sem tak film vidiš? Jaz sem 1200 video posnetkov, tako da sem takšen. Koliko pa tudi... Subscriberjev? Ja, tudi. 10.200. Ni jih več nekaj. Ja, so subscriberjev. Pa se naročite na moj kanal. Glejte, ni moja naloga, da sem youtuber, ne, v prvi vrsti. V prvi vrsti sem inštruktor preživet, oziroma vam delim svoje izkušnje, svoje znanje, ki sem ga pridobil v vseh teh letih, da vam pokažem kakšno bližnjico, kako se kakšna stvar naredi, a ne. Govorim stvari, ki za mene veljajo, ki so za mene dobre, seveda so pa ljudje, ki imajo pa mogoče kakšne druge pristope, pa kakšne druge metode za njih delujejo, a ne. Jaz bom povedal, kaj za mene deluje in mislim, da je to najbolj pošteno. Ne vem vsega, tako da če me boste vi vprašali za kakšno rastlino, pa ne bom vedel odgovorov, bom tudi povedal, da ne vem. Mislim, da je zelo pošteno, lahko pa zelo hitro najdemo odgovor, imamo aplikacije, imamo telefon, lahko poslikamo Google Lensky, takoj pa ugotovimo, kaj to je. Ti je nekaj fure. Prosim? Ti je nekaj fure. To je bilo v preteklosti, ja. Pa plesanje. Ok. Kje postavljamo bi vas specialci? Zapomnimo kaj. Na ravni podlagi, kaj treba še paziti? Da ni zemljski voz not. Da ni korenin, da zemljo očistite stran, pa so listi, a ne? In naredite posteljico. Posteljico naredite ali s praproti, ali z mlekovih vej, ali z listov, skratka, tako da vode polno leži na golih blatnih tleh. A ne vidite, kako so posteljice lepo urejene noter. A ne, te praprot potem tudi odganja mrčes, klope, komarje in tako naprej, a ne? Skačejo iz nje, drugače pa, ko je enkrat odlomljena, pa spusti tak von, da odganja potem klope. Ja, res. In če ste brez repelenta za klope pa komarje, kaj naredite v gozdu? Samo Iglice bora ali smreke mečkate v roki, ali pa stolčete s kamnom, ob kamen, ali pa s konico noža, ne, z ročajem noža zmeljete, pa si namažete uno eterično olje gor po koži. To je ena rešitev. Če nimate iglic, smreke ali bora, se namažite z glino oziroma z blatom. Zakaj? Ker potem komar ne more z blato vas pikati, če imate debelo plast blata na sebi. Je res? Ja. in polih sem potol. Sploh ne pridejo bliz, ker vas pol ne morejo niti pikati. Sicer malo ljudi postavljamo vodo. Če pa zatvorite ogenj, ste pa itak zmagali, ne? Ja. Pravi, spoženete z dimom, ne? Nekaj je zelo pomembno še, se pravi, da pazimo, da ne bi po noč, ko prije, ko sem veter pritakal, da se to se povejo. Vedno pogledate, mislim, da je ena suha vite gor, da bi, pa ta zdaj ni načeloma tako nevarna. Je pa tam gor še ena, je vidite, kako stoji. Tako me čaka, da se bo zlomila. Tale, kako uševno. A? Upam, da ne na nas. Veste, kaj je problem? Problem je, če ti pade seveda na glavo. Še večji problem je, če ti pade levo od glave ali na desno stran. Tlele noter imamo mi eno tako lukenco, pojďte s prsti not, pa potisnite, ko gre globoko. Ko boste zajeli sapo, Maj tukaj. še poglobi Tla. jamica. A ne? Če dvignemo ramena, se še poglobi ta jamica. Drži? In prijemo do pljuč in srca. Na eni strani in na drugi strani takoj spet do pljuč.
In če vam tle prelukna ta veja, ki vam pade na tintero oziroma min glave, se vam bo zapičila noter direkt v pljuč. Vas ne bo vprašala, čigavi ste, koliko ste stari, a imate starše v redu, a ne, a ste v redu. Ne vpraša, samo pade, pam. Kaže tako, da če pa gledajo, vsi ga pa. A sem bil dovolj jasen? Ja. To je zelo nevarno, sploh ko piha. Sej, če je takole mirno, ni problema načeloma, ne? Ne bo kar padlo. Lahko pa se zgodi. Tako da, čist direkt po tisto drevo, prosim, ne postavljate bivaka. A ne? Kaj pa pol on tam postavljen? Zato, ker je to stran, da ne more ona veje nič škodovati, ne? Je res? Je? Ja, Boris, mi ko smo šli z vami, Drži? Drži, David? Drži, prosim. mi ko smo šli z vami oči, pa nas to prehod, najprej ena mečna veja pada dol, potem takrat, ko bo neurje v soboto, zvečer, in veja pada dol, pol je pa, ko smo šli pa še malo naprej, se je pa kar drevo podrlo. Se bil v avtu. Ne, Peško si. Med nevihto. ne, pač, A po nevihti? ja. Aha, pol ste šli pogledati, kaj se je zgodilo, a? Okej. Mislim, slišal smo, da je napadlo, pa videl smo, da je. Ja, je kar nevarno, ne? Se pravi, takrat, ko je nevihta, se ne zadržujete v gozdu, ampak greste nekam na jaso. Pod mizo. Pod mizo, na jaso. Če je na jasi miza, pejte pod mizo, ja. Ali pa ti že sami Ja, če, no, mogoče pa na kakšni jasi je kakšna miza, no, vse kaj. Ja ne vem, mogoče je tako kakšen odpad. Jaz pa poznam neki jas, ki ima kakšno mizo. Ja, za piknik plac. Ja. No, se pravi, da poznam neki placo, da ni tako neumestna, ne? Skratka. Tako. Jasa, ki Zdaj pa tako. Zdaj pa prosim, pokažem, kako se naredi bivak. Tukaj smo že pripravili prej po poti navzgor, ker smo šli orodje za, se pravi, stopite prosim nazaj za umflota večji, da boste vsi dobro videli. Kar vstanite vsi, da boste zdaj šli videti tako akcijo. Žan, da boste prišli oko ura dogajanja. Ja. Samo snove pa rogovile delne. Lahko pa, a ste ti da še gor stopiti na bivak? Lejte zdaj to. Da bi šel tudi jaz gor, ne? Tako to zgleda, se pravi, da stoji človek gor, pa se nič ne podre. A vidite to? A vidite to? A ste razumeli? Kako bo pa to zgledal, ne? Ej, pazi na se, ja. Če bi drevo padlo dol, bi se tudi pokazalo. Težko. Mislim drevo, zdaj je odvisno. Ja. Glejte, to je zelo močno, se bom pokazal. Ja, ti bi kar bil močen, ja. ti bi še do tega prišel. Ti bi kar skoraj potlačil. Te veje bomo mi zelo uporabili. Ena skupina to, ena skupina pa to orodje, tukaj. Vsak svoj. Vsak svoje. Sam zdaj, gledajte, prosim, sem na to stran. Lani smo delali vsak pol bivaka. To je bila manjša skupina, ne, verjetno. Zdaj vas je pa dosti, vsaka skupina svojega dela. Glejte, Žan je vzel ven osnovo, pa bivak še vedno stoji skupaj, ja ga vidim. Kako? Nisem. Je. Začenom bi šlo še enkrat, pa prosim vas, da gledate zdaj sem, ker vam jaz nekaj za pokazal. Rabite rogovilo, ki vam sega do pasu, se pravi, tole je veliko za mene, tako da ni pardona, da ne bi kdo od vas mogel iznotar, prav, to je dovolj visoko, veš, tebi malo previsoko, bi rabo ene 5 cm recimo manjšo, to bi bilo v redu. In rabite eno palco, ki je višja od vas tudi, ko stegnete roko. 2 Y, 2 rogovili, ki vam sega do pasu, obe morate biti enako dolgi, in eno palco, ki je, stopite prosim za umflot, poslušajte navodila, zato da boste kaj videli.
Ker če vsi pred mano stojite, pol oni od zadnji ne vidi za proti. Za oni proti, prosim, vsi. Dobar dan. A greste prosim vsi za hlod. Znaš, što zate da laži? Borje. Na rafu se zdaj postavljati. Sam poslušajte me, prosim. Bivak postavljamo tako, da vedno debelejši konc palce zapičite nekam v eno čvrsto točko ali v jamco v zemljo, ali takole v kakšno drevo, ali v kakšno špranjo in na konec palice položite takole eno rogovilo, ja? In potem imamo še eno rogovilo, se pravi s to rogovilo pa zajamemo in palico in rogovilo hkrati. Prav, in rogovilo in palico zajamemo skupaj in dobimo kaj? Začetek bivaka v obliki črke A. Temu rečemo A bivak. Kaj? A bivak. Zdaj, če vse normalno, tole moram mene zdaj, da imamo šipka. Vidite, to je zračno. To sem se bil odkvar na... Nekaj, da bo polomil. Potem? A kje narobe, če so te dve palce tako bolj nazad? Ne, boš, da ste malo na ven, kot na nota, ne? Zato, ker potem to bolj fiksno stoji, ker ste na noter, pa ne, se ti lahko zgodi to. Ja? Ste razumeli? Ja. Se pravi, kaj naredimo? V prvo rogovilo postavimo palco in z drugo zajamemo in palco in rogovilo. Hkrati. Tako naredimo A in damo nogice malo na ven, malce na ven. Da to lepo čvrsto stoji na mestu, ne? Takam ne odpele. Maribor. Prav? Potem pa vzamemo palice, seveda, mora biti dovolj dolge, se pravi tale je glih za glih še dolga, ne? Kaj pa šipka? Nobena ni prešipka, pomembno je, da so vse takole usporedno za stranico. Zakaj, če bo takole palce, pol ne boste mogli noter izvesti, ne? Je res? Logika. Še ena stvar, zakaj so te palce namenjene? Prvič, da tudi odvajajo vodo. Kaj to pomeni? To, če dežuje, kapljica vode prstane na tej palici, tudi če malo čez gleda, ne? Vodna kapljica steče na spodnjo stran palice in po palici steče zaradi strmega kota, ker vidite, kako je naopično, skoraj naopično stoji, ne? Ni tako, ker potem voda bi kapljala na vas, ker je pa tako strma, pa lepo dol steče vodika. Vodika, ja. Ste razumeli? Se pravi, te palce niso za brez veze, tukaj. Kot smo rekli, zadržujejo tudi vodo, oziroma jo odvajajo stran od vas, da vam ne kaplja direktno buča. Spravi, takole grejo te zadeve potem z obeh strani gor. Mora biti usporedno z stranico, to pa zato, da to sem rekel, da imate potem prostor, se pravi, tukaj grejo noge najprej noter, gremo z nogami noter, takole. Na ta način, ali pa obrnjeni okrog. Pravi, glava je vedno tukaj, 1 meter stran se zakuri vedno ogenj. Mislim, vedno, če potrebujete, sploh če ste na območju medveda, je pametno to narediti, ali pa drugi zveri, ni prešitev, karkoli, to ne bi imeli kakšne obiske ponovno. Za tenzičev v zaku ali pa. Ne? Oziroma vse več, če že 10 metrov ali pa 100 metrov stran, pa tako je, tudi na mestu.
lahko ga tudi obesiš gor na drevo, ne? Se pravi, z obe strani polagamo veje, torej, ko bojo veje ena zraven druge postavljene, potem začnete z pokrivanjem z listi. Veje listov vedno obračate navzdolj in začnete pokrivati tukaj spodaj in ne tukaj zgoraj. Zakaj? Zato, ker boste zdaj videli, Vse zgoraj ti vse dol padlo. pravi, prvo pride tako, druga pride tako. A ne, se pravi, če pade kapljica vode sem gor, se bo zlila običajno na en tale listek, če spodaj, ta bo se sem in tako rekoč voda gre stran od vas. Ne. Se voda odvaja. Na koncu pa ta bivak bo takole dobro prekrit z listjem. Tukaj nimamo vej z iglicami, torej splete zelo malo tukaj, tako da ne boste prekrivali z iglicami, ampak samo z vejami z listi. In na koncu še z odmrlim materialom. To pomeni, vse, kar najdete na strehi tistega bivaka, boste lahko porabili. Teh dveh se prosim ne dotikate, teh sedečih. Onega tam pa lahko si poleg mene uporabite, če želite. Dve skupine imate palce, streho, skratka, kdor se bo znajdel, imate vse tamle, malo se dajte razdeliti, kjera bo kjera stran, da ne boste vse pograbili zaradi mene, tako da zmenite se. Lahko uporabite Sprapro tudi lahko material pokrivate. tistega bivaka. Ogromno tam dol. Še to povem, se pravi, ko pokrivamo bivak, vedno pokrivamo od spodaj gor, takole, pustimo listje, pa naslednji dan spet listje gor, ga malo potlačimo in kaj s tem naredimo, ta material pritisnete liste, dajmo reči takole skupaj, in potem vidite, da lepo zaprejo luknjo. In ne pride voda pol do vas noter, ki bo to dobro presipala. Na koncu nabašate listje, kot vidite, obeh strani od vrha, torej od spodaj do vzgor, z obeh strani. Pretiravajte s tem. Če je daljša, ne našli narobe. Kot sem rekel, še vedno velja, da če kapljica pride gor, bo stekla po spodnji strani torej spodnji strani palce, stran zdaj. Pa pa če. Dejte mirno. Nekaj če se zbiram. Palce, imate en kup palc po tleh. Lej, že tle okoli mene so. Lej, tle imate tudi en kup palcev po tleh tam malih. Da ne boste rabili teka daleč, je res? S to žogo mi ne gre žogati. Ne? Zakaj ne? Ker nismo jedli špinačo za zajtrk, reči. Poslušaj. Druga, prvi, drugi, prvi, druga, prvi. Smo? Vsi prvi korak naprej. Stojite tako. Vsi drugi pete nazaj po steni, pazi tam, da gospa gre ven. Mahni se malo. Ok, odlično. Se pravi. Enako, čau. Za njega, či za njega, tako. Stop se. Či za njega. Jaz sem prvi postal zadnji. Meni si se stopil. Dajte, za eno mojo roko mora biti med vami presleka. Kar pojdi do njega, zraste se tiče, ne? A bo kdo kaj pomahal mi? Dobro jutro, prvi dan v taboru. Hvala. Stopi. Stopi. A res?
Tako, Stopite zraven, kolega. Dobro jutro. Zraven stopi. Ok. Temu rečemo zdaj zbor. Okay? Če pokličem zbor, probate v najkrajšem času priti v zbor. To pomeni preko minuti. Ne? Razen, če smo na WC-ju, ne? Ker pa seveda opravite svoje potrebe, a ne, da ne bi kdo prišel z umazano ritjo tja, ne, v zbor, ne. Tako da konc opravite, pa prijete v zbor, a ne, pa poveste, bil sem na WC-ju, ok. Da? Še enkrat dobrodošli vsi skupaj, moje ime je Laris, če boste pozabili, kako mi je vse piše. Sicer piše tudi ostalim mentorjem, a ne. Tako da oni niso Laris, poveste. To je Žan in pa Anja, bomo ta teden z vami. Anja je moja partnerka, tako da ne boste postranili, če se bo objela. Se dala lučka. Čisto okej. No, sam povem. O, hvala, Jonatan. Da boste debelo gledali, kaj se gleda. Kaj ne še rečem, lepo pozdravljeni, kot sem rekel še enkrat. In zdaj bi poprosil za malo posluha vašega, ne? Probajte si zapomniti, kako stojite. Bomo šli zdaj kar jesti, pa bomo potem s temi pravilice šli še naprej, ne? A si lahko najprej zagovoriti? Po mojem je smiselno, da poješ zajtrk, pa si pol umije zobe, če mene vprašaš. Kaj pa ostali rečete? Jaz si jih umijem. Kaj mu svetujemo? Meni je oče rekel, da si jih lahko prej umijem, pa mi pa po zajtrku ni treba. Ja, pa oče sliši neki po radiju, da neki ni dober, če pol poješ, moraš pol ure čakati, da si lahko pol še kao neki ne vem. Kao neki, ja? Ja, oče mi je nekaj povedal. Kao neki, ja? Kaj to kao neki? Neki je not, neki. Ok, kakorkoli. Poslušajte, v zboru je tišina, lepo prosim. Včasih smo rekli tišina kot v grobu, a ne? In je to jasno kot... Vidite, kako eni specialci še vejo, kako pa nas to poteka. Če rečem hej, vi rečete... What's wrong with you, a ne? Okay. To bomo še vse osvojili, vidim, da veste še vse, kako to poteka, to me veseli. Dvignete roki gor specialci. To so ljudje, ki so že bili pri nas. Specialci postaneš, ko priješ drugič v naš tabor, ne? Dobiš tako oranžno majico, katero boste vsi dobili ko zajtrk. Predvsem nekaj v meni je zdaj interesu, da gremo čim prej jaz, pa da vam ne odkrijem s temi pravili, ker dajte roke dol. In lepo prosim, da se držimo pravila. Ko en govori, smo ostali ti. Če hočeš besedo v zboru, dvigneš roko. Če govoriš brez, da si dvignil roko, delaš besed po čepu. Razumljivo? Ja. Danes bom še toleranten, potem pa žal ne ve. Pa še danes mi bo lahko toleranca pošla, če ga boste upoštevali, oziroma ko smo v zboru, vam želim nekaj povedati. Samo to je. Ali se moramo prešteti, da vemo, koliko nas je, a ne? Ko gremo od tukaj in ko se vračamo iz gozda. Zakaj? Zato, ker ne želim, da bi koga od vas spustili. Zato, ker vidite povedati, da gre se kakati, recimo, a ne? Ali pa lula šli, ali pa ne vem kakoli. In da vas spustimo tam, če se spusti pa gremo. Viste, da tam gremo smuk, a ne? Boste, a ne? In mi gremo, prijete nazaj, nas pa ni več tam. Simpatično, a ne? Da, pa tam naredimo. To se ne zgodi pri meni. Zato je zbor, zato se vedno preštejemo. In boste žal mogli vedno v zboru stati, zato ker če neste živo srebro in nas ne moreš pa prešteti. A ne? Prosim.
Se bomo lahko tudi zamenjali s kom, če bi bili s kom več skupini. Res je. Točno to boste kar zdaj ta hip naredili. Ti bi šla kam? Lahko greš nazaj, stop, zameni se. Sam po velikosti se zameni ta pol. Bi kdo od vas šel nazaj? Poslušajte, kdor bi rad zamenil skupino, ima samo zdaj le možnost. Ok, zamenite se. Ti bi šel Ti bi v šel nazaj v njihovo skupino. Ja, evo, pa ena punca gre tam naprej, glih prav. Žan, ena punca gre tam naprej, pa Maj. Pridi naprej, postavi se prosim po velikosti. Stavi se. Kam greš še lahko ti na drugo? Zdaj kam, greš ni lahko v drugo, zaradi tega, ker je pol, da vas bo dosti v drugi skupini, veš? A velja? Sta v isti skupini, samo da niste v prvi, ampak v drugi. A velja? Si zdaj razumel? A ste vsi se dali v tiste skupine, ki želite biti? Zamenjate tam, ja, prosim, super, fantastično, me veseli. Še kdo bi zamenil? Ste vsi zadovoljni tako? Sem vas vprašal, zdaj pa konc, zdaj pa ni več menjave. Prav? Pač ostanete tako, ko ste v zboru, tudi po velikosti bi se prosil. Hvala lepa. Tole ni najbolj ravna pozicija, fantje moji zlati. Si hotel povedati, dajte malo saj drugače obrnite, no. Lejte, tam le pred drevesom imate fantastično lokacijo, lej. Tam, ja. Le uno rogovile, tam med drevesa oprite palco, pa tle postavite rogovile, pa spustite tla za posteljico, pa bo super. Pa mal zaostajate za kolegi, prosim, pogledajte, koliko so oni že naprej. Prosim. najdem tiste, Kaj ne najdeš? tiste palce, ki imajo tako. Ne rabiš tistih palc, tiste ste že porabili. Ste jih že porabili, lej tukaj sta, lej. To rabiš samo za gor naslovnik, kar odloži zdaj tole dol, da boš koga mahnila po nesreči. To ne rabiš zdaj nositi, veš, nikamor. Ne veš, kaj delati, palce zlagaš ob strani, lahko pri bivaku. Kako? Ne veš kako? Ne veš s kom? Ja sama, ne, ali pa kakšni punci pomagi, ne? A prav? Vse bo čisto enostavno, sam primeš palce, pa je takole prisloniš zraven, lej. A vidiš? Kako oni delajo, vidiš? Evo. Kdo je vodja? Zdaj kolegici pomagi, da ti bo pomagala, kaj mora delati. Malo pomagi. Palce ne prinese, kakšne, ne? Pa listje, suho listje. Pa veje z listje, ne? Ja, vez listje, suho listje. Vse to lahko pomagaš prinesti, prav? Tako, super. Koliko imamo ta termin enih inštruktorjev? Kako gre? Vsi, ki so v rumenih majicah, so naši specialci. Za gledalce, ki še ne veste, se pravi, to so ljudje, ki so že bili pri nas, ki so že usposobljeni, ki so že upravili osnovni tečaj in so zdaj običajno vodje oziroma točno vejo, kako se stvari streže. In kot vidite, zelo hitro napreduje tudi bivak. To je bivak za eno osebo, v katero se bo na koncu vodja skupine vlegel in bomo gor na vsak bivak polili liter pa pol vode, da preverimo kakovost strehe. Fantastično vam gre. Zapazi na to rogovile, da ne boš koga po nesreči, veš. Posteljico si še posteljte, prosim, sprav proti, ne? Da bo David lepo na čistem ležal, ne? Nastimi si tako lepo, da ti bo mehko, ne?
David? Ja. Ja. Dobro vam gre, David, moram reči. Sam to še ne pomeni, da ste zmagali, ne? Ne pomeni. Na koncu bo rezultat, se veš, povedal. Ne? Ja. Tako da ne se kar sprostiti, prosim. Zdaj, če mislite, da ste malo pred unimi, to ne pomeni, da ste že zmagali, ne? So pred njimi, ampak Ja, ste ful, samo to še ne pomeni, da je to vse v nulo. Kje imate še luknje? Poglejte, kje imate luknje tam. Dej počakajte z nasipanjem listja in zakrite luknje z vejami iz listja. Ne, še več palcev. Jaz sem predeliti pokazal. Gal tu imamo več neko... Kdo je to vrgel tebe? Zdaj pa, ne več pa, zdaj pa... Ne mečte palc, skori je na glavo. Res, prosim, ne mečite palic, primete in prinesete ročno lepo, vsako posebej, da ne bo neumnosti. Najdejo to vse, zdravej so pade. Tole ne bo dobro, tole morate nazaj popraviti, da se vam ne bo bivak podaril. Gal, tu Žan. prej postavili. Palce mi padlo. Gal, dej popravi tole, lej, da se ne bo vse skupaj podarilo. Gal, da se budrlo in to izvesel. Kaj smo rekli, podkrajle in palico in rogovilo hkrati, bravo, Gal. To je beseda, vidiš. Še malo bolj napni, da bo držalo. Tako, malo bolj napično dejte gor, tako. Malo bolj narazno še. Super. Super. Odlično. Specialci moji. Ne, prvič nisi specialc, drugič si, ko priješ drugič si že specialca, veš? Ja. Pazite na mojega Žana, prosim vas. Ne ga poškodovati, a ste se mu pravičil vsi, ne? Ja. Pazite na vaše kolege, ki nosite veje in podobno, a ne? Da ne bo koga kdo ranil. Lahko tudi veje gor še polagate, sploh ni narobe. Še boljš, da vam bolj stisne. Kako? Zelo dobro si zapomnil to, bravo. To me veseli. Od spodaj gor nametavate listje gor, ne iz vrha. Vodje lahko tudi kje pomaga, ne? Prosim. A si se v praprot urezal, a ne? Ok, bomo rešili tako. Na okrog obrnjene, navzdol, ne? Navzdol mora biti obrnjena veja. Pada vam zato dol, ker niste lepo nalagali listje od spodaj navzgor, pa se vam vse sesipa. Dajte pretiravati z pokrivanjem. Gal, dajmo. Pospešite, pospešite. Ne predaleč hoditi po listje, če ga imate tle okrog, ja? Pretiravajte s pokrivanjem oboji. Ne po dva listka nositi. Zoje, ne po dva listka nositi, prosim te, prinesi cel šop. Še tukaj zadnji, dajmo malo. O, čau.
Naslonik. Kar, dejte zalagati, dokler je še čas. Je. Ja, da sigurno ne bo puščalo, ne, reci je. Ne bo? Ma, nič, to nič ne pomeni. Dovolj, da nekje je ena luknjica, ki je niste zamašili. Ja? O, bravo. Grem pogledati do spred. Kaj da? Ja, seveda, doma bomo vse rešili. Si se na praprot ne urezal? Si dal malo vode čez? No. Ja, dal pol. Ja, praprot reže, moramo biti malo pozorni. Da vidim, kakšno plast imate? Opa. Ful, ja. Ja, res je, ma je prav, ne? Ajde, zdaj pogledati, če sosedove. Bo. Ja. A? Kako vam gre tukaj? V redu. Malo zemlje še gor. Tako živahno je, ko teče zadnja minuta postavljanja bivakov. Roke v boku, a ne, kolega? Ne, rajši pomagi, prosim. Gremo odpevati 10, 9, 8, 3, 2, 1, zbor! Zbor, bravo. 1, 2, 4, zbor. 1, 2, 4, ja. Ne vidno smo zamenjena. Ne, niso više. Ne, niso više. A ti kako tako ne visti, ima? Nino. Na desno, pravo, naj vse. Ti so roke. Kaj gledamo? Mir. No. Pokri. Stopi za njega. Ti stopi za njega. Ti se premakati. Tako. Tako. Dva manjkata. Še od lani. Ampak oni dva ne bomo šteli, ne? Od lani. Ampak to je hit. To je hit. To je hit, okej? Kdo misli, da smo koga zgubili? Ne, jaz sem takoj. Seveda, ne, že od lani, ne? Ja. Ja, isti vi ti primali samo. Naša fora, ne? Da se moramo držati skupine. Tako treba se držati skupine, seveda. Kako je šlo? Bomo zdaj le preverili. Vsak bivak bo dobil točno enako količino vode, torej liter pa pol. Katera skupina bo prva? Prva. Prva, gremo naprej, prosim vodja, prva skupina se uleže. A tu je liter pa bo. Liter pa pol vode. Ne, je voda.
Zdaj naredim iz tega zamaška tuš. Takole naluknemo. Bom kar malo večje luknje naredil noter z nožema, ne? Ne, pazi. Ampak se na tak način lahko potem tudi, kaj? Tuširaš. A ne? O. A ne? Zdaj sem naredil kar precej velike luknje, zato da bo čim prej voda ven stekla, da ne bo pol ure trajala. Si? Ok, David, gremo. Liter pa pol vode po celem bivaku. Dežuje močno. Ne, itak gre gal. Ja, ma če je šlo ki vodi, mislim, not. David, si že kaj moker? Let's go. Ker tudi dež gre počas, veš. Ja, lahko je pa orank naliv, ne? A si že kaj moker? A vi tako časa bi se lahko tuširali tudi, ne? A? Se zmočiš, se namileš, se splahneš in si čist, ne? A si kaj moker? Ne. Še 1 deciliter vode. Počakamo. Da se voda steče, ne? Ta isti zamašek bomo dali kar na drugo flašo. David, si malo počakaj. Tako se malo. Ma, jaz mislim, da sem videla eno kapljico na majici. Bomo pa drugače pol ocenili. Kaj? Če ena je super. Lahko prideš ven. Stani. Ja, na hrbtu je malo. Čakajte, da dokumentiram, prosim, da bomo primerjali. Tu imaš, se pravi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nekje 10 kapljic. Ok, v redu, 10. Nekje 10 kapljic. Bravo! Zelo dober rezultat, drugače. Zelo dober. 10 kapljic. Na hrbtu, spodaj, poglej. Naša skupina je bila čisto sigurna, druge pa ni bilo. Vse prepušča. Jaz bi videl, da ne puno jih imate. Kaj gre, gal gre noter, ne? To je brat. No, ja, ste mečkrat hitrejši. Gal, peče malo nazaj. Dobro. Aj, gremo? Ja. Ima ja še. Kaj je moker? Daj me še no, ko gre von. Ko bo von. Upam, da tista palce deluje, ko smo dalje. Tu greš izmer počasi. Ja, gre, ampak je fair, da je v obeh skupinah enaka zgodba. Mi smo dali spodaj palce, da vente, še take. Si moker? Moker? Se nisi ti neko slati, malo tem temo, tako črno. Snimamo tudi. Ja. Še večjo po mojem. A skaj čutil? Samo tu po rokah, ko ti mimo, kot ja. Mimo? Niti ne. Ej, prepuščal nekaj. Vidi sem. Ne, ker je tako. Ti ni z nami. Mislim, oba.
Te čutiš? Ne. Njihova skupina ključi tebe. Ja, malo, kako bo ono zmaga. Da ni. To je kar orang ploha, to da boste videli na en dober kvadratni meter ali pa še manj. Liter pa pol vode, to je full orang naliv, ne? To je res orang padavin. Da tok vode pade na tok majhno površino, je res ogromno vode. Ok, počakamo. Se pa povsem noter. Zdaj vidimo, kako ima mokro majico. To bomo objavili. Ja. Ok, lahko priješ ven, ura je. Ano, kopni. Wow. Te pa kapla dol. Wow, pogledajte to. Suh. 1, 2. Jo! Čestitke obema skupinama, ampak je druga za odtenek boljša. Čestitke. Zbor, pripravi se na odhod. Ja? Ajde, bomo malo pohiteli, da se priklopimo, fantje. Fol. Zdaj ga bomo poseneli. Ona je bolj obremenjena s prometom, ta pa malo manj. Tam je čist v zadnji naravnost, vidimo eno tako špico, a ne? Ne. To je Snežnik. 1796 metrov nad morjem. Je visoka ta gora, je na Notranskem, znate? Tamle skrajno, desno, ko vidimo tiste 4 hribe, to je Krim. Ja, jaz sem bila že na tem. Če gledamo od leve proti desni, ima tretji vrh gor anteno, ampak se zelo slabo vidi. Pravi, če bi šli še desno od Krima za ene 5 prstov, bi bili že v Ljubljani. Se pravi, tam je Ljubljana, če dol imamo Novo mesto, tam na tisti hribi čisto v zadnji, ko se vidijo Travniki gor, je pa že Hrvaška. V tej smeri čisto levo, ko vidimo ene hribčke, tle od gozda, tisti hribčki čisto zadnji, pa še te planine gor. To je že na Hrvaškem. Relativno. Kolono za nazaj. Ajde pomahati vsi. Kam gremo? Kdo ve, kam gremo? Naš prihod. Na? Primskovo. Je. Tako pomahaj še enkrat, ki zdaj sem začela snemati. Čau. Pravilno je. Ja, robide, ne? Ej, čau. Čau, Filip. Maj, čau. Gremo. Ne se zadrževati. Da vidimo, če je 1 meter. Ja, po moje, da je. Končno malo senčke. Koliko je lušno v gozdu. Ne vem. Se bo malo pomatrala, pa bo šlo. Ti si kot slon. Ti imaš tako. Zdaj pa nimam je več. Je padla.
Aha, gremo po Krajišnici. Super, to mi je všeč. Čau, Žan. O, Filip. A sem že mislila, da se boš usedel, ko si utrujen. Ne, ne. Hello. Prosim. Ne, ne. Ja, lahko bi na TikToku dala v živo nas, a? Ja. Ja. Mija. Ker posnemaš, da boš starši videli. Ja. Kar desno se držati, punce. Joj, sem otročja. Nisi. Ja, sem jaz bolj otročja. In kaj jaz, ki imam 44 let, in sem še vedno otročje. Ja. Nič, evo, pomahaj nam. Kaj bi pa kaj izrežete, ali? Ne, usedam. Tako, vidu. Best friends. A? Ja. Ja. Tako, maj, kako je ti ful vroče? Ja, ne, meni tudi. Ej, vsi malo spite vode, dejmo že, ko smo se ustavili. Jej! Dajmo. Filip, ti tudi. Zdaj bom snemala, kako piješ. Ok. Tako, ko v reklami. Glu, 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 glu. Boljš ko reklama. Evo, prid. Hvala. Zakon si. Evo. Tako, vsi malo smo spili. O, kakšna lepa rumena flaša. Lara tudi pije. Evo, pa gremo naprej počasi. Držimo se desno. Dan. The big stars. Kdo se upa to luknjo? Zajček je šlo 11. 11. 11 otrok je šlo not. Imam dokaze. Ne rabim dokazal. Boste vsaj probali objeti lipo? Ja. Ajde. 12 jih bo, ajde daj. Ajde, Mija, pejdi gor, boste objeli lipo. Ajde, ej. Dajmo se dati v krog. Ajde, da vidimo, če objamemo lipo. Rabimo še, dajmo, ki ne uspemo. Nas je premalo. Raztegate se. Raztegate se. Dej makajte se. Dajmo. Ker nas rabi en ko... ratalo. Ke dobro. Ja. Ma smo prišli, ne? In tle je lepa senčka, malo pihlja, ker nam je vsem vroče. A? Razgled je fantastičen, ne? Si videl? Tudi Triglav si vidi s Primskovega. Potem narediste čaj. In je tak sladkast, ne? Že sam po sebi. Ne rabiš skozi cukra dati noter. Evo. Zvoni. Bim, bam, bom. Primskovo. Povej. Ja. Ja. Valjda, malo moramo pokazati. A ja. Ok. Pol da vem. Ja. Tiho opazujete, a? Vse pod kontrolo. Ja. Ja,
južni tečaj zmaga, ne? Koliko pa je daleč? O, sploh si ne znam predstavljati, koliko je to. Hvala. Pač 7-krat do Anglije pa nazaj. Ok, daleč. Kar daleč. Ja. O, hvala mi. Evo, imamo malce. Pravi se na pot. Bor. A te? Dobro? Smo? Ste? So. Ok, gremo? Ajde. Zdravo z mano, čin čin. Kaj piješ? Kaj boš pil? Jajca. Kašno? Jajca. Prepeličje jajca, ajde. Čin? Ok, Opa, bravo. zdaj pa jaz. Ajde, čin. Kaj ti boš, Martin? Haha. Ti, kaj da grem tudi jaz? Dejno. Oh my god, zakaj so gasnilo? Boljši zvok. Ja, tako. Ajde, Mija. Ne, tle ni noben. Kaj še nje? Če ga pogotneš. Je v redu, ne? Ja, sploh ni za Ja, ne vem, jaz se kar ne upam. strige. Ajde. Za navadne. Ko strige? Zrači vse, kar tašno muzika. Žan, a jih lahko malo pošprica z uno soft curko? Malo nabirajte vejke tanče z vašega meziva. Le, vse tam okoli jih imate. Od dodaleč. Pa tlele po tleh vsako večer, ko boste pobrali. Težuje! Ne jih preveč moče, prišljala te večer. Noge vam malo. Ok. Ojoj. Kako je bilo? Osvežitveno, ne? V glavnem zdaj imam jaz eno malo zadoščanje. Zato, ker fanti danes popoldne niso dali nobenega izziva. Jaz zdaj pomivate sama posodo in to moram prav dokumentirati. Živjo! Otroci, jim bomo pomahali. Čau! Kako so pridni. Snemam, ja. Za moj gušt. Ja, ne, sem šla po moj telefon. Ja. Da imamo dokaz, da znajo pomivati, evo. Ja. Nekdo mora, ne? Ali pa Ja. bo se naslednjič rabi eno baterijo, tako na hrbtu. Krim, 34 km gavice. Ja. Ulet, ki so treh hribčki. Ja. Na tretjem hribčku od leve proti desni imate oddani gor. Evo naši najmanjši. Ej, zakaj sta tako resna? A? Je vse v redu, Mart? A? Si vse v redu? Ful si resen. Mija, ti se boš itak nasmijala. Ne? Ja, valjda.